Lansko leto je Mohorjeva družba izdala zelo pomembno delo, dnevnik vašega predhodnika Antona Bonaventure Jegliča. Iz tega dnevnika pravzaprav vidimo, kako je Jeglič dobesedno diktiral tempo tudi čisto strankarskega političnega življenja. Pravzaprav je na koncu on odločil, kdo bo predsednik stranke, kako se bo stranka usmerila ob vprašanju vstopanja v novo državo. Kje pa so danes meje javne besede škofa v Sloveniji in v Evropi? Ja, Jegličevi časi so bili po eni strani skoraj težji kako današnji. Po eni strani. Včasih smo morda kar preveč nagnjeni k jamranju. Je pa po drugi strani res, da je bil Jeglič zadnji ljubljanski knezov škof. Zadnji škof, ki ga je imenoval avstrijski cesar, ga potem potrdil papež in s tem tudi zadnji škof, ki je lahko kadarkoli prišel na Dunaj, na vlado, do cesarja in povedal, kar je imel povedati. Skratka, da je nastopal svojega mesta kot ljubljanski škof z bistveno drugačnih pozicij, kakor pa pravzaprav vsi za njim, zlasti pa v časih recimo po vojni, čeprav so bili tudi takrat odlični pastirji. In če berete ta njegov dnevnik, potem vidite, kako je v resnici tudi spreminjal svoj odnos. Zanimivo je, ko bereš, kako je spremljal Prvo svetovno vojno. Kako je na začetku zelo še navijal za Avstrijo, je bil še navdušen zagovornik cesarstva, potem je pa spoznal, da ta struktura nima možnosti preživetja in je začel govoriti drugače. In dejansko on je močno vplival na dogajanje v strankarskem življenju. Vprašanje pa, če vedno na najboljši način. Ampak to bi morali drugi povedati, ki se na te stvari bolj spoznajo in bolj temeljito študirajo. Kar zadeva danes, jaz mislim, da se beseda škofa sliši. In da tudi današnji čas potrebuje našo besedo. Ne v političnem smislu, ker nismo politiki v ožjem pomenu besede. Smo tisti, ki si prizadevamo za javno dobro in kolikor je politika prizadevanje za javno dobro, smo potem tudi mi politiki. Nismo v politiki v tem ožjem pomenu besede in zato tudi naša beseda ne sme biti politična. Da jo pa potrebujejo, se pa vedno znova pokaže, ko ob različnih vprašanjih, ob različnih problemih, s katerimi se sooča naš čas in naša družba, vprašajo, kakšno je naše mnenje, kako mi gledamo na te stvari. Kar pomeni, da želijo slišati. A se zanimajo za to, da bi našemu mnenju pritegnili ali za to, da bi našemu mnenju nasprotovali, zame to ni pomembno. Dejstvo je, da želijo slišati mnenje, da želijo slišati besedo in je pomembno, da jo tudi povemo. Svoje stališče, svoje gledanje na posamezne stvari. Ampak mislim pa, da res ne v strankarskem ključu oziroma tem ožjem političnem ključu, ampak vrednote. Vrednote pod temi vrednotami, ali pa če hočete, ali pa nad, kakorkoli že, človek in vse to vedno iz naše vere, iz evangelija, iz zazrtosti v Boga. To se mi pa zdi, da moramo vedno znova spregovoriti in
mislim, da se beseda sliši. Zlasti takrat, kadar potem se vsuje cel plaz z vseh strani. Pomeni, da se je beseda zelo, zelo slišala. Ne? No, iz lanskega leta imamo relativno svež primer, ko je velik del javnosti prisluhnil besedi cerkve in takrat smo se pravzaprav čudili, da je tako rekoč v enem vikendu bilo zbrano ogromno število podpisov za pobudo, ki je nasprotovala spremembam družinskega zakonika. Kako vi razlagate ta pojav, ki je bil za marsikoga veliko presenečenje? Tudi zame je bilo presenečenje. Nisem dvomil o izidu, sem bil pa zelo presenečen nad tako množičnim odzivom. Tega sem bil vesel, ker je bilo to zame dokaz, da je v Sloveniji le še nekaj zdrave pameti, če tako rečem. Dobesedno. In to je obet za naprej. To je obet za prihodnost. Naš svet bo slonel na zdravi pameti. Na ta način bomo ustvarjali takšno državo in takšne razmere, v katerih se bo dalo živeti in preživeti. Po drugi strani sem se pa ob tistem odzivu zelo zavedal, kako določene vrednote, vrednota družine, vrednota moškega in ženske, presegajo politične opredelitve in so bistveno širše. Verjamem, da so to takrat zaznali tudi politiki, da to izrekanje na referendumu proti spremembi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne pomeni politične opredelitve. In so glasovali proti, verjamem, da z vseh polov naše politike in tudi tisti, ki jih politika prav nič ne zanima oziroma jih premalo zanima. In po drugi strani je bilo to tudi širše, kakor zgolj recimo katoliško ali krščansko odločanje in izražanje naših vrednot. Tukaj mislim, da so zraven pristopali tudi tisti, ki so drugače verni, tukaj so bili zraven gotovo muslimani in še kakšni drugi. In verjamem, da so bili zraven tudi tisti, ki imajo sami sebe za ali agnostike ali za ateiste. Tako da, ko iz tega pojava ne moremo narediti nekega, ne vem, zemljevida, političnega pa verskega zemljevida Slovenije. Lahko pa naredimo kljub vsemu nekakšen vrednostni zemljevid naše družbe in naše države. In še enkrat, zame je bilo zelo ohrabrujoče to, da so ljudje jasno povedali, kaj mislijo, da je bilo med njimi, tako sem vsaj slišal, tudi zelo veliko mladih ljudi. In to je obet za naprej.